Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Pozdravljeni. Vračamo se v stari format. Danes bom predstavil 4 astronovice. Najprej bom govoril o odkritju Andromede 35, mini galaksije, ki ne bi smela obstajati. Astronomi so našli 128 novih Saturnovih lun. Toplogredni plini bi lahko v prihodnosti mešali štrene tudi satelitom oziroma prizadevanjem, da bi iz vesolja odstranili čim več nedelujočih satelitov. Ter še o namestitvi gromozanske kamere na teleskop observatorija Vere Rubin. Gremo. Astronomi so opazovali galaksijo Andromedo, to je sosednja galaksija, ki je od nas oddaljena okrog 2,5 milijona svetlobnih let. V bližini Andromede so odkrili majceno galaksijo. Poimenovali so jo Andromeda XXXV oziroma Andromeda 35. Gre za galaksijo, ki je gravitacijsko vezana na Andromedo, torej za satelitsko galaksijo Andromede. To je najtemnejši satelit Andromede, ki so ga odkrili do sedaj. Seveda ima tudi naša galaksija satelitske galaksije. Med večjimi sta veliki in mali Magellanov oblak. Ti dve galaksiji sta vidni s prostim očesom, ampak samo, če sta na južni zemeljski polobli. A večina satelitskih galaksij je bistveno manjših od Magellanovih oblakov in jih je v bistvu težko opaziti. Okrog naše galaksije, satelitske galaksije, odkrivamo že vsaj pol stoletja, če ne več. Šele v zadnjem desetletju je tehnika toliko napredovala, da jih lahko odkrivamo tudi okrog Andromede. Okrog bolj oddaljenih galaksij jih pa ne moremo najti, ker so takšne majhne galaksije enostavno pretemne. Razen tega, da so majhne, jim nič ne manjka. Eden od avtorjev raziskave se je slikovito izrazil: te male galaksije so kot, da bi imeli popolnoma funkcionalnega človeka velikosti riževega zrna. Pritlikave galaksije okrog naše galaksije in Andromede se razlikujejo po tem, kdaj so prenehale v njih nastajati zvezde. Nastajanje zvezd je ena izmed osnovnih lastnosti galaksij in razumevanje tega procesa je bistveno za razumevanje razvoja galaksij. Za zvezde galaksija seveda potrebuje material, to je plin, in če pogledamo majhne satelite naše galaksije, potem vidimo, da so v njih že zdavnaj nehale nastajati nove zvezde. Že 10 milijard let nazaj je v njih zmanjkalo materiala. Za referenco, vesolje je staro okrog 13,8 milijarde let. Sateliti Andromede pa so zvezde pridelovali dlje časa. Materiala je zmanjkalo pred 6 milijardami let. Mimogrede, kako to sploh lahko izmerimo? Starost najmlajših zvezd izmerimo prek opazovanja populacije zvezd v galaksiji. Zvezdami je tako, da se rodijo z različnimi masami. Tiste z največjo maso so bolj divje in hitreje ugasnejo oziroma eksplodirajo kot supernove. Tiste z majhno maso živijo dlje. In če vemo, katere zvezde so še prisotne, in vsak tip zvezde ima svoje posebne lastnosti, po katerih jih prepoznamo, potem lahko ocenimo čas, ko so nastale. V praksi se stvari sicer zakomplicirajo, ampak to je nekako bistvo. V Andromedi 35 in ostalih satelitih Andromede je torej ta zvezdni baby boom potekal dlje kot v satelitih naše galaksije. Vprašanje je, zakaj in kako. Je to normalno ali je bilo v tem primeru na delu kakšna posebna okoliščina?
Zdaj, analiza kaže, da je v primeru satelitov naše galaksije enostavno zmanjkalo goriva in s tem se je zgodba končala. Pri Andromedi ne bi bilo drugače. Tam naj bi sama Andromeda svojo gravitacijo nekako zaustavila nastanek novih zvezd. Ok, to je zanimivo, ampak to smo vedeli že prej. Kar je pa presenetljivo pri Andromedi 35, je to, da je tudi pri tej galaksiji nastanek zvezd vztrajal relativno dolgo. In za pojasnilo, zakaj je to zanimivo, moramo iti v čas, ko so se rojevale prve galaksije. Te galaksije so okolico presevale s svojo svetlobo. Do sedaj je veljalo prepričanje, da so s tem uničile vse zametke galaksij v okolici, ki so imeli maso manjšo od 100.000 mas Sonca. Sevanje je bil v bistvu preveč segrelo plin, da bi se ta lahko stisnil v zvezdo. No, Andromeda 35 ima okrog 20.000 mas Sonca, pa so v njej še vedno veselo nastajale zvezde več milijard let. Zaenkrat ni pojasnila, kako je to uspelo. Galaksijo Andromedo, torej ta veliko galaksijo, boste te dni našli na začetku noči, nizko na nebu, v smeri severozahoda. Ob zelo lepem vremenu boste njeno svetlo jedro lahko videli s prostimi očmi. Še lažje jo boste pa videli z daljnogledom. Seveda ne boste videli njenih satelitskih galaksij, a sedaj veste, da so tam. In med njimi tudi trdoživa Andromeda 35. Saturn je znan predvsem po svojih obročih, a te dni je pozornost vzbudil s svojimi lunami. Do pred kratkim smo poznali 146 Saturnovih lun, sedaj so jih astronomi našli še 128. In to je zelo velik lun. Raziskovalci so lune iskali s kanadsko-francoskim teleskopom, ki stoji na Havajih. Ima velikost zrcala približno 3,5 metra, torej spada med srednje velike teleskope. Da ne bo pomote, vse te lune so precej bolj oddaljene od Saturna kot njegove večje lune, kot je na primer Titan. Gibljejo se po zelo sploščenih orbitah, razdalja med takšno luno in Saturnom se tako precej spreminja. In vse te lune so majhne, drugače bi jih opazili že veliko prej. Vprašanje je seveda, od kje so te lune prišle. Pred nekaj leti so astronomi prišli na idejo, da je v nedavni preteklosti okrog Saturna prišlo do trka, pri čemer naj bi nastale številne majhne lune. Nedavna preteklost v tem primeru pomeni nekaj 100 milijonov let. Najdba več kot 100 lun to teorijo deloma potrjuje, glede na orbite novih lun se zdi, da je do večjega trka prišlo pred manj kot 100 milijoni let in verjetno so lune rezultat enega večjega in več manjših trkov. Zaenkrat so lune še nepoimenovane, oziroma so pač poimenovane z nekimi številkami. Imena Saturnovih lun sledijo zapletenim pravilom. Največje lune so poimenovane po titanih iz grške mitologije, na primer Titan, Mimas, Reas. Potem se je število novo odkritih lun začelo res zelo hitro povečevati in so lune začeli poimenovati tudi po galskih, nordijskih, inuitskih bogovih in mogoče bodo najnovejše lune poimenovali po vikinških bogovih. Dajmo se spomniti, kako je z lunami drugih planetov. Merkur nima nobene, prav tako ne Venera, Zemlja seveda eno. Mars ima kar dve, a sta bolj kilavi. Jupiter se trenutno ponaša s 95 znanimi lunami, kar je v redu, ampak skoraj 3-krat manj kot Saturn. Potem prideta Uran z 28 znanimi lunami in Neptun s 16 znanimi lunami. Dajmo omeniti še ubogega Plutona, ta ima 5 lun. Postavlja se seveda vprašanje, a je smiselno, da je vsaka malo večja skala, ki je ujeta v gravitacijsko polje Saturna ali pa drugega planeta, tudi luna.
Nekatere izmed novih lun so velike okrog 4 kilometre, kar je res, res zelo malo. Polemika o tem poteka že dlje časa in ne pričakujem, da se bo kmalu rešila. No, na srečo se zaenkrat učencem v šoli še ni treba učiti vseh teh lun na pamet. Toplogredni plini spreminjajo razmere na Zemlji. In to je jasno že dolgo časa in o tem niti ni vredno izgubljati besed. Vseeno pa ni očitno, na kaj vse vplivajo toplogredni plini. Pred dnevi je MIT predstavil zanimivo raziskavo, v kateri so raziskovalci pokazali, da bodo toplogredni plini mešali štrene tudi satelitom okrog Zemlje. Ozračje običajno delimo na 5 plasti. Zemlji najbližja je troposfera. To je plast, v kateri se dogaja vreme. Na ekvatorju sega do okrog 20 km visok, ko gremo proti poloma, se tanjša. Troposferi sledi stratosfera, sega do okrog 50 km visoko. Nato pride mezosfera, med 50 in 85 km. Še višje je termosfera, ki sega do 600 km. Najbolj zunanja plast je pa eksosfera, ki sega do okrog 100.000 km nad Zemljo. Eksosfera je skoraj vakuum, termosfera je nekoliko gostejša od eksosfere, ampak tudi ni nekaj konkretnega, ampak je pomembna in predvsem termosfera nas bo zdaj zanimala. Rekel sem, da sega do višine 600 km. V tem območju je ogromno satelitov. Med drugim imamo Hubbleov vesoljski teleskop, mednarodno vesoljsko postajo in seveda na tisoče komunikacijskih satelitov. Termosfera se krči in razteza. In to v 11-letnem ciklu, ki sledi 11-letnemu ciklu aktivnosti Sonca. Ko je Sončeva aktivnost nizka, do Zemlje pride manj sevanja, zato se termosfera ohladi in skrči. Med Sončevim maksimumom je ravno obratno, takrat se termosfera razširi. Znanstveniki imajo modele, s katerimi lahko dobro napovejo krčenje in širjenje termosfere, a v zadnjem desetletju so opazili, da širjenje in krčenje modelom sledi vse slabše. Zakaj? Razlog so toplogredni plini. Izkaže se, da več ko je toplogrednih plinov v atmosferi, bolj se termosfera krči. Zdaj, če kaj veste o satelitih, potem boste rekli, ampak a ni to super? Termosfera svojo sicer majhno, a nezanemarljivo gostoto zavira satelite na teh višinah. Zato satelitom s časom višina pada. Recimo, če hočemo zdaj nek satelit obdržati v orbiti, jim moramo popravljati orbito. Drugače bi v relativno kratkem času zgorel v ozračju. Ampak v resnici je zaviranje dobrodošlo. Satelitov v tem območju je namreč vse več in še veliko več jih prihaja v naslednjih letih. In gneči v termosferi se lahko izognemo le tako, da stare odtrajane satelite odstranimo. In zato je potrebna energija oziroma gorivo. Goriva pa želimo na satelitu čim manj, saj gorivo satelitu doda maso, kar pomeni, da ga je težje z raketo ponesti v atmosfero. In zdaj termosfera poskrbi, da goriva ne potrebujemo tako veliko, ker termosfera zavira satelit in mu sčasoma zmanjša orbito, satelit sam od sebe pade v ozračje in zgori. Modeli atmosferskega trenja so zato pomembni za inženirje, da znajo oceniti, koliko časa bo satelit potreboval, da zgori v ozračju. Trenutno velja pravilo, da naj bi satelit po koncu delovanja v 5 letih zapustil vesolje in zgorel v ozračju. Sateliti na velikih višinah morajo še vedno imeti nekaj goriva, s katerim jih usmerimo proti Zemlji.
saj je atmosfera recimo na 600 km višine tako redka, da bi trajalo več 100 let, preden bi zgoreli. Tisti na nižjih višinah pa lahko sami izgubijo višino. Seveda modeli ne upoštevajo efekta tople grede, na krčenje sateliti v tem primeru v vesolju ostanejo dlje in dela se gneča, kar je pa nevaren, ker pomeni, da obstaja potem večja nevarnost za trčenje med sateliti in s tem ustvarjanje zelo nevarnih vesoljskih smeti. Raziskovalci so ugotovili, da bi povišanje koncentracije toplogrednih plinov, kakršno napovedujejo modeli, pomenilo, da bo v vesolju prostora tako do leta 2100 prostora za polovico manj satelitov, kot bi jo pa bilo, če se emisije, glede na to, kaj imamo danes, ne bi poviševale. Torej, z izpusti, ki jih pošiljamo v atmosfero, si nekako sami omejujemo, koliko satelitov pravzaprav lahko imamo v teh nizkih zemljinih orbitah. Še ena kratka novička s področja astrotehnologije. V Čilu na gori Cerro Pachón od leta 2014 raste observatorij Vere Rubin. Ponaša se s teleskopom s premerom glavnega zrcala kar 8,4 metra. Prejšnji teden so inženirji na teleskop inštalirali kamero, tako da je teleskop zdaj pripravljen na resno testiranje, s pravimi opazovanji bo pa začel prihodnje leto. Posebnost teleskopa je, da je velik, da ima kljub temu veliko vidno polje. Vidno polje je približno 3,5 kvadratnih ločnih stopinj, kar vam verjetno ne pove veliko. V vidno polje bi lahko stlačili del neba, ki ga pokrije 40 polnih lun. In to je ogromno za tako velik teleskop. Teleskop bo vsakih nekaj noči pregledal celotno nebo, ki ga vidimo iz Čila, in na ta način bo iskal spremenljive vire svetlobe, kot so supernove, plimska raztrganja zvezd, spremenljive zvezde in tako naprej. Opazovanja, pridobljena čez več let, bodo združili, na ta način dobili zelo globok pogled v celotno južno nebo, kar pomeni ogromno novih detektiranih galaksij in s tem možnost raziskovanja kozmoloških vprašanj. Kamera sama je tudi izredno impresivna, vsebuje lečo s premerom 1,5 metra, kar je največja leča na svetu. Sama kamera tehta 3 tone in ima 3200 megapikslov. Nepredstavljivo. Kot rečeno, sedaj inženirje čaka testiranje, naslednje leto začnejo zares. Pri projektu sodelujejo tudi znanstveniki iz Univerze v Novi Gorici, ki so se te kamere, inštalacije kamere nedvomno razveselili. Hvala, ker ste ostali z mano do konca epizode. Če vam je podcast všeč, vas prosim, da ga priporočite tudi drugim, ki bi jih tematika utegnila zanimati. Če imate kakšno idejo ali vprašanje, na katerega bi radi dobili bolj poglobljen odgovor v naslednjih epizodah, mi kar povejte. Naslednjo epizodo pričakujte čez 2 tedna. Do takrat pa vam želim veliko jasnih noči.